lahko začnemo. Prosim, kolega Nečaka, da mi besedo. Hvala lepa, spoštovani predsednik, drage kolegice in kolegi. Jaz bom začel tako, kot je začel kolega Andrej Pančur. Za večino vas se mi zdi, ne bom povedal nič novega. Mogoče je pa pametno, da povem tistim, ki pa te tematike in z mojih ust tega niso slišali. No, nič novega zaradi tega, ker je raziskava, ki se na dolgo leta vodil, pred leti končala svoje delo, izdala zbornik, celo dva zbornika, tako da kdo želi kakšen večji detajl ali pa kaj več vedeti na to temo, lahko si seveda tam prebere, ravno tako pa na to specifično temo, katero sem danes pripravil, lahko v pisni obliki nekoliko več tudi dobi. Za začetek najprej, morda za tiste, ki ste opazili, da je v mojem naslovu posebnosti obračunati z Nemci na Slovenskem, da so Nemci v narekovajih. Morda je vredno, da vam pojasnim, zakaj to ni nič žaljivega, nič pejorativnega, pač pa enostavno gre za dejstvo, da v času medoblimanja in v času vojne, generaliziram in morda nekoliko poenostavljam, so se ti ljudje, ki so živeli pri nas, imenovali Nemci in tudi Slovenci so jih sprejemali kot Nemce. Po vojni je prišlo pa do problema, njihovega identifikacijskega problema, ko so se zaradi različnih razlogov, o katerih zdaj ne bom govoril, nekateri imenovali Nemci, drugi Avstrijci, eni spodnji Štajerci, vse mogoča imena so si dali zaradi prav tisoč in enega razloga. In da ne bi prišlo do nesporazuma, pravim, dajem Nemce v narekovajo, pri čemer mislim avtohtono prebivalstvo, ki je živelo pri nas na Slovenskem v času, med obima vojnama, da se reče od konca prve svetovne vojne, pa vse tja, recimo, do danes, če spet nekako pomisali. No, zdaj pa temi sami. Z umikom nemških enot iz jugovzhoda v jeseni 1944 se je začelo veliko begunsko gibanje nemškega civilnega prebivalstva iz nemškega naselitvenega prostora v Jugoslaviji. Težko je reči, koliko Nemcev se je v varstvu nemške vojske moglo podati na ozemlje tedanjega Rajka, kajti o tem so na voljo le bolj ali manj točne, več ali manj točne ocene. Tisti Nemci, ki niso mogli zbežati, oziroma jih ni bilo mogoče evakuirati, so bili, citiram, po težkih preganjanjih in daljšem trpljenju brez milosti izkoreninjeni. S temi besedami so sestavljalci nemškega poročila o izgubah tako imenovanih Volksdeutscherjev, to je nacistični izraz, jaz ga samo uporabljam, v Jugoslaviji začeli poglavje o izgonu Nemcev iz Jugoslavije. V nadaljevanju pa navajajo, da je jugoslovanski tisk že aprila 1945 objavil navodila za izvajanje avnijskih odlokov, oziroma avnijskega odloka, kako želite, iz 91.11.44, kar naj bi bil znak za začetek preganja in likvidacij. Zadosti naj bi bilo že dejstvo, da so bili Nemci. Preganjanjem pa naj bi se izognili le tisti, ki so izhajali iz družin, ki so imeli dele srbskega, mačarskega, romunskega, makedonskega, italijanskega, ciganskega, torej romskega ali kakšnega drugega nenemškega izvora, ter tisti, ki so bili poročeni z osebo nenemškega izvora. Z nasiljem naj bi začele že sovjetske enote, ko pa je prišla partizanska oblast, tako piše v Diru, pa naj bi ne bilo niti ene nemške vasi, kjer ne bi pobijali Nemcev. Na področju nemške naselitve v Jugoslaviji naj bi zlasti po marcu 1945, ko je bila vzpostavljena civilna oblast, ustanavljali dve vrsti taborišč za te Nemce, delovna in uničevalna. Slovenija in njeni Nemci v tem nemškem veru sicer niso nikjer omenjeni, pa tudi o taboriščih na slovenskih tleh ni v njem govora, toda nobenega resnega razloga ni, da veru ne bi verjeli v tisti ugotovitvi, ki
ki jo med drugim ponuja in ki velja tudi za Nemce na Slovenskem. Tisti Nemci, ki so imeli dosti časa za pripravo evakuacije in so vedeli zakaj, so v varstvu nemške vojske množično odhajali v raj. Slovenski Nemci so imeli za pripravo evakuacije veliko časa. Tiste, ki pa so ostali, je doletela podobna usoda kot druge jugoslovanske Nemce, o katerih govori Mir. Iz drugih nemško pisanih verov, pa seveda tudi iz slovenskih in jugoslovanskih verov, namreč lahko ugotovimo, da so taborišča za preostale Nemce bila tudi na Slovenskem. Nemški veri teh taborišč sicer niso kategorizirali, kot je bilo to storjeno za taborišča drugod po Jugoslaviji, vendar je mogoče reči, da je šlo po večini za manjša prehodna taborišča. Tudi za slovenska taborišča velja, da so bila rezervoar delovne sile, čeprav ne povsod, ne tako intenzivno in ne za daljši čas, kot drugod po Jugoslaviji. Nemški viri, kot rečeno, o tem posebej ne govorijo. Največji zbirni taborišči, v katerih so bili zaprti tudi drugi nasprotniki novih oblasti in kolaboranti, naprimer slovenski državljanci, sta bili Teharje pri Celju in Stališče pri Ptuju. Za zadnjega nemška literatura trdi, mislim pa, da je treba verjeti, da je bilo zaradi protesta Mednarodnega Rdečega križa konec septembra 1945 razpuščeno. O ravnanju z zaprtimi Nemci in o razmerah v taboriščih je v spominskih izjavah prizadetih in različnih poročilih naslovljenih na avstrijske in nemške oblasti največ napisano. Iz teh poročil lahko na kratko povzamemo, da je bilo ravnanje z moškimi izrazito slabo, ženskami nekoliko boljše, razmere na splošno pa so bile podobno tistim iz nemških medvojnih taborišč. Po upravljeni raziskavi lahko rečem, da je začetek obračuna na Slovenskem, obračuna z Nemci, z aretacijami, z njihovim zbiranjem v taborišča, z izgonom kočevskih Nemčev, zagotovo v času prve polovice maja 1945. Prve aretacije so izvedli že nekaj dni po 9. maju 1945. Po navedbah nemških virov naj bi v Sloveniji želeli kar najhitreje opraviti z nemško govorečim avtohtonim prebivalstvom in so zato, kot pravijo, s prenagljeno vihravostjo, v nemščini se temu reče in überstürzter Hast, izvajali velikanske množične likvidacije. Tako, na primer, navajajo, da je bilo samo v tako imenovani povračilni akciji za eksplozijo vagona s strelivom, ki je bila označena za nemško sabotažo v Mariboru 6.12.1945, ustreljenih 200 do 300 Nemcev. Teh številk ni mogoče dokazati, tako kot je tudi vprašljivo mesto Maribor. Vseeno pa isti veri trdijo, da so bile prav te hitre likvidacije prva posebnost slovenskega obračuna z Nemci. Nemško-avstrijska stran navaja kot lokacije množičnih grobov in zbirnih taborišč še kraje Celje, 15 množičnih grobov, Slovenska Bistrica, Ptuj, Maribor, Studenci, Teološka fakulteta, Tezno, Sodni zapori, Brestadica, Hrastovec, Krško, Radovlica, Hoče, Pohorje, Slatina, Radinci. Poleg tega navaja vir Weisburg der Deutschen Jugoslavien od mesta ustrelitve in množičnih grobov, tudi jame, opuščene rudiške rove in kamnolome pri Celju, dalje Laško, Zidani most, Hrastnik, Trbovlje, pri Zasipu, Marinsko kapelo, pod Jelenico, pri Riklovih, v Dolu, v Ani in tako dalje, da ne naštevam vseh še enkrat tako, kot sem to zapisal. Najmanj kilometr dolgo grobišče naj bi bilo v Tankovskih jarkih v Zgornji Hudinji, v Novi vasi in pod stanovanjskim blokom in garažami pri Dobrovi. Avtor tega članka v Weisbuch, v tej knjigi, zborniku, trdi
Herman Rakuš trdi, da leži eno največjih grobišč dolgo okoli 800 metrov pri Joštovem mlinu. Poleg tega pa naj bi po njegovih navedbah mnoge Nemce, ki so po 8. maju hoteli pobegniti iz Maribora, partizani zajeli in jih z Dravskega mostu vrgli v Dravo, ki je kasneje naplavila njihova trupla. Druga posebnost slovenskega obračuna naj bi bile akcije izgona nemško govorečega prebivalstva, zlasti žensk in otrok, preko jugoslovansko-avstrijske meje. V manjših skupinah naj bi jih pošiljali tudi preko zelene meje, v večjih skupinah pa po železnici. Prvi dokumentirani transport iz slovenske Štajerske, iz Maribora in okolice z okoli 1000 osebami je odšel na pot septembra 1945. Iz najdenega poročila Dunajske policijske in železniške direkcije z dne 11. oktobra 1945 tako razberemo, ne samo čas prvega transporta, temveč tudi število izgnancev. Opisane pa so tudi okoliščine, v katerih so se znašli po prihodu v Avstrijo. Dovolite mi, da ta del citiram. Poročajo, da na železniški postaji Wilfleinsdorf, okraj Bruk na Lajti, že približno 2 tedna stojijo vagoni, v katerih živi 900 do 1000 Volksdeutscherjev v komaj verjetnih razmerah in v popolnoma nezadostni prehrani. Okoliške občine jih ne morejo skrbovati, z ruske strani pa tudi ne ukrenejo ničesar v tej smeri. Zato so begunci življenjsko odvisni od kruha, ki ostane taboriščnikom iz bližnjega taborišča Kaisersteinbrück in ga ti iz sočutja namenijo beguncem. Zaradi takega položaja so imeli že več kot 20 smrtnih žrtev. Volksdeutscheri iz Maribora in okolice, odkoder so iz Maribora in okolice, odkoder so bili izgnani. Na rusko zahtevo bi morali obiti angleško cono, prestopiti madžarsko mejo in tu preko Šopronja nadaljevati pot. Zaradi brezupnega položaja beguncev se je Dunajska železniška direkcija čutila obvezana prestaviti te ljudje na Dunajski vzhodni koridor, da bi lahko s posredovanjem Dunajskega socialnega skrbstva po dolgem času spet prišli do topnega obroka. Konec citata. Sistematično so začeli na Slovenskem z izgonom Nemcev v Avstrijo okoli Božiča 1945. Zanimive in vsaj delno skladne z nekaterimi podatki iz virov Osne so navedbe iz avstrijskega vira, ki govore, da je pri zimskem izgonu 45-46 šlo v prvi vrsti za izgon Slovencev, saj naj bi bili Avstrijci, v narekovajih, izseljeni že prej ali pa naj bi se nahajali v taboriščih Osne. Tistih Slovencev namreč, ki so bili bogatejši in se niso popolnoma priznavali komunizmu, tako je prišlo do tega, da so se med temi ubogimi izseljenci znašli tudi ljudje in družine, ki so bili v deželi naseljeni že stoletja, ali pa tudi taki, ki so šele prišli iz gestapovskih koncentracijskih taborišč in iz nemških izseljenskih taborišč in često niso znali nemško. Konec citata. Po mnenju tega vira je prišlo do množičnih aretacij Avstrijcev in Avstrijcev prijaznih na spodnjem Štajerskem, že takoj po 9. maju 1945. Aretacije je vir ocenil kot maščevanje, ki veljajo nacistom na spodnjem Štajerskem. Ti pa so, tako pravijo, že dolgo pred 9. majem zapustili deželo, tako so kot talce zaprli 4/5 nedolžnih ljudi, je zapisal neznani poročevalec. Zima 1945-46 je bila torej osrednji čas izganjanja Nemcev na Slovenskem, bodi si s transporti, bodi si preko zelene meje. Manj intenzivno pa je to vrstno preganjanje trajalo še celo prvo polovico leta 1946. O izgonu preko zelene meje je mnogo poročil. Za naše potrebe citiram ne eno od njih, ki je sicer kratko, a pove vse o trajanju pohoda, njegovi sestavi in načinu izgona.
V poročilu preselitvenega urada Umsiedlungsstelle, avstrijskega zvezdnega ministrstva za notranje zadeve, znanega tudi po kratici 12U, naslovljeno na urad zvezdnega kanclera zunanje zadeve z dne 12. februarja 1946 stoji zapisano, citiram. Dne 4.2.46 okoli 6. ure so nekaj kilometrov severno od ceste Labod-Dravograd pognali preko meje približno 300 Volksdeutschерov iz Jugoslavije. Ti Volksdeutscheri so na poti že od 10. januarja 1946 in so bili že na Dunaju. Med njimi je veliko otrok in starih ljudi. Trenutno se nahajajo vzdolž meje na avstrijskih tleh na prostem. Po prehodu meje so za Volksdeutscheri streljali, nihče ni bil ranjen, streli za strah. Konec citata. Tovrstni izgoni so bili posledica nasprotovanja zavezniških zasedbenih oblasti, v prvi vrsti ameriških, pa tudi sovjetskih, nekontroliranemu sprejemanju vseh iz Jugoslavije izgnanih Nemcev v Avstriji. Predvsem zato, ker Jugoslavija, kot vemo, ni bila med tistimi državami, ki so jim sklepi Potsdamske konference dovoljevali izgon nemške manjšine. Nekako od jeseni 1946, poročajo nemški viri, se je začela strogost v taboriščih mehčati. Poveljniki taborišč so odtlej začeli dopuščati množične pobege nemških taboriščnikov na Madžarsko, odhoda so se potem ti napotili v Avstrijo in Nemčijo. Do tega časa je taboriščnika, če so ga na begu ujeli, doletela smrtna kazen. Točnost te trditve potrjujejo tudi avstrijske statistike. Te navajajo, da se je število jugoslovanskih Volksdeutscherjev v Avstriji, ki jih ni bilo mogoče repatriirati, od začetka do konca leta 1947 dvignilo za okoli tretjino. Število okoli 100.000 jugoslovanskih Volksdeutscherjev v Avstriji, ki jih ni bilo mogoče repatriirati, se je ohranilo tudi v statistikah po začetku 50 let. Jugoslovanska avstrijska meja je bila skoraj neprodušno zaprta, zato so prehajali pretežno preko Madžarske. Prebegi jugoslovanskih Nemcev preko Madžarske v Avstriji so slednji povzročili opazne probleme, saj je bila že tako prenapolnjena z begunci vseh vrst. Problem je bil tako velik, da je avstrijska vlada sredi maja 1947 madžarskemu zunanjemu ministrstvu predala verbalno noto, v kateri je zahtevala takojšno zaustavitev pritoka Nemcev iz Jugoslavije preko Madžarske. Vodja političnega oddelka madžarskega zunanjega ministrstva poslanik Belič je vodja avstrijskega političnega predstavnika v Budimpešti, dr. Meinhardu Falserju, zatrdil, da bo Madžarska meja z Jugoslavijo zaprla tesno, kolikor je to sploh mogoče. Kljub temu so avstrijsko politično predstavništvo konec maja 1947 prihajali številni Nemci iz Bačke in prosili za pomoč, je poročal avstrijski diplomat na Dunaju. Tretja posebnost, in s tem bom ta moj skrajšani referat zaključil, slovenskega obračuna z Nemci naj bi bil izgon v druge kraje, druga taborišča Jugoslavije in na prisilno delo v Sovjetsko zvezo. Zadnje je bilo običajno za Volksdeutschere iz Vojvodine in Slavonije. Deportacije v Sovjetsko zvezo so začeli v Jugoslaviji izvajati že na Božič 1944, po ocenah nemških virov pa naj bi zajele med 30 in 100 tisoč Nemci. Kolega Geiger, a je prav tako? Je. To so namreč nemški podatki iz Srbije in Hrvaške. Isti viri pa tudi jasno zanikajo možnost, da bi deportacije v Sovjetsko zvezo izvajali tudi med Nemci iz Slovenije. Vendar pa bom citiral za zaključek zapisnik iz
neke Jozefe Fritz iz Šentjanža, St. Johan v Dravogradu, ki ga je upravila žurnalistka postaja Eibiswald, Ibnik po slovensko, kjer vidimo, kaj se je dogajalo, česar lahko najdemo podatke o tem, kaj se je dogajalo na tem področju. Šlo je namreč za hčerko posestnika, ki je bila leta 22 rojena v Jugoslaviji, vendar je imela, tako kot starši, avstrijsko državljanstvo. Očeta naj bi že leta 30 ustrelil neki Jugoslovan, ob koncu vojne pa sta s bratom ostala v Šentjanžu pri Dravogradu, kjer so bili gostilni. Njuna mati je bila ta čas v bolnišnici v Avstriji. Citiram in zaključujem. Dne 4.12.46 po noči je prišlo v naše stanovanje 6 jugoslovanskih mož, 4 civilisti in 2 policista. Mene in sorodnike so nagnali iz stanovanja, seboj smo smeli vzeti le toliko, kolikor smo mogli nesti. Naložili so naš tovornjak in odpeljali do Vuzenice, odkoder smo se z vlakom odpeljali do Siska na Hrvaškem. Od tu smo pešačili 7 km do taborišča pri Sisku. Dne 19.1.47 smo prišli v taborišče Kničani. Iz naše okolice, to je na drugi strani radijskega prehoda, je bilo tu 270 oseb. Šlo je pretežno za nemško govoreče osebe, predvsem Volksdeutschene. Družine so bile nameščene skupaj. Kakšen smisel je to imeno, ne morem povedati, rečeno pa je bilo, da bo zadrževanje v taborišču trajalo nekaj časa. Avstrijci naj bi bili ločeni od drugih in naj bi jih po možnosti odpustili. Toda to se do danes ni zgodilo. Zaradi brezupnega položaja sem se odločila za beg. Uspel mi je 29. aprila 1947, ko je bil stražar v Schilderhausu. Moji bratje in sestre si niso upali in so ostali tam. 2 postaji sem šla peš, potem pa sem se z vlakom odpeljala do Dravograda. O odrečenih besedah, o odrečenih osebah iz Avstrije ni mogoče dobiti jasne slike, ali so jih ustrelili, ali pa so jih poslali na delo v tujino, v Rusijo ali Poljsko. Konec citata in hvala lepa za pozornost.